Zdravo, otroci! Zopet nova pravljica z naslovom Zmaji v šoli. Dolg čas se lahko raztegne kot stara nogavica, ki ima luknjo prav tam, kjer vsak palec na prav vsaki nogi najbolj moti. Dolg čas pa najlažje zakrpamo s kakšno pravljico. Nekega dne, ob točno določeni uri, ko sta si na drugem koncu sveta po ravnokar prebrani pravljici Maša in Gal rekla lahko noč, je iz nekih drugih pravljic pobegnilo natančno 33 zmajev. Kaj jih je do tega pripravilo, ni vedel nihče. Niti gozdni škrati, niti najbolj znani čarovniki in ne kralji in kraljice iz teh pravljic. Kot se spodobi za vsako kraljestvo, se vedno najde kdo, ki rad raziskuje, išče in preiskuje. Tako je bilo tudi v kraljestvu pisane skodelice. Tam je živela kraljična Mimi in njena največja zabava je bilo iskanje, odkrivanje in razvozlavanje najbolj zapleteno zavozlanih stvari in dogodkov. Našla je že veliko izgubljenih predmetov, oseb in živali. Razvozlala je zelo zavozlane vezalke in odkrila ogromno napak v nalogah svojega kraljevskega brata. Lani je grajski kuharici našla kuhalnico, ki se je nehote skrila med pokrovke, in prejšnji mesec je pri kosilu v skledi solate odkrila polža, ki je pobegnil iz vrta, ker si je pač hotel ogledati življenje na gradu. In prav tej radovedni kraljični Mimi je prišlo na uho, da je iz pravljic pobegnilo kar 33 zmajev. Doma na gradu so bili zelo proti, da bi jih odšla iskat prav ona, a ko je svojim kraljevim staršem povedala, kako hude so lahko posledice v pravljicah brez zmajev. Zakaj vse bi bili otroci prikrajšani, če ne bi bilo v nobeni pravljici niti enega samega zmaja, ki zna bruhati ogenj? Sta se starša omehčala. Oče kralj je še nekaj zamrmral o primerjavi, kako najdeš polža v solati ali 33 zmajev, a Mimi je to preslišala. Preden jo pospremimo na njeno detektivsko pot, moramo še kaj povedati o kraljični Mimi. Mimi je namreč med kraljičnami veljala za drugačno, včasih za čudno ali, kot bi rekli danes, za zelo odbito. Počela je stvari, ki se za nobeno kraljično ne spodobijo. Plezala je po drevju, se kotalila po travniku, delala stoje, prevale, vrtala si je tudi po nosu, pomagala grajskemu pastirju pasti krave in še stvari, ki se nam danes zdijo čisto običajne, a ne? Ampak za pravo kraljično se pa sploh ne spodobijo. Sploh pa ne za takšno, ki večji del življenja preživi v pravljici. Mimi se za vsa opozorila o lepem vedenju ni zmenila, kot se tudi ni za vedno umazano in raztrgano obleko, ki res ni mogla ostati čista pri vseh njenih vragolijah, ki jih je počela. Večkrat je imela tudi potolčena kolena, odrgnjene roke, buško na glavi, tudi zob si je zbila, a na srečo že pred časom mlečnega. Vsa svarila grajskega zdravnika in njenih kraljevih staršev niso zalegla. Njej se je zdelo življenje kraljičen v drugih pravljicah strašansko dolgočasno in nezanimivo. Celo življenje so se le sprehajale, učile lepega vedenja in čakale,
vsaka na svojega princa. Zdaj veste, zakaj se je kraljična Mimi odpravila na svojo detektivsko pot, da poišče zmaje, ki so pobegnili iz pravljic. Na veliko iskanje je Mimi vzela veselje. Če si vesel, je vse lažje. Radovednost. Če si radoveden, veliko izveš in odkriješ. Domišljijo. Brez te bi bilo bolje ostati doma. In za vsak slučaj še dežnik, če bi deževalo. Kot znana radovednica je na poti spraševala ljudi, če kaj vedo o pobeglih zmajih. Odrasli niso vedeli nič. Več sreče je imela pri otrocih, ki slišijo in vidijo stvari, ki jih odrasli ne. Pod staro vrbo, ki je upogibala veje do tal, je srečala deklico, ki je imela najraje na svetu pravljice. Še posebno tiste, v katerih so nastopali zmaji. Povedala ji je, da je videla 3 zmaje, ki so hiteli proti knežjemu mestu Celju, kjer bodo poiskali šolo. Povedali so ji, da so se v svojih pravljicah strašansko dolgočasili, ker so se naveličali spopadati s princi, bruhanja ognja in življenja v stolpih in votlinah. Deklica ji je še povedala, da so zelo zabavni, da ima eden 3 glave, drugi 2, tretji pa je povsem običajen zmaj z eno samo glavo. O ostalih zmajih ni vedela nič. Spremila je kraljično Mimi del poti in ji obljubila, da bo držala pesti, da ji uspe najti zmaje in jih vrniti nazaj v pravljice. Kraljična Mimi se je lepo zahvalila in odšla naprej za svojim nosom proti knežjemu mestu Celju. Mimi je tako našla prvo sled za pobeglimi zmaji, res samo za 3, a ker je bila vesela kraljična, je bila zelo zadovoljna. Razmišljala je o tem, kar je povedala deklica. Zdelo se je zelo zanimivo, da si zmaji želijo v šolo, da bi se kaj naučili. A njej so olajšali iskanje, saj je točno vedela, kam mora iti. Hodila je in hodila, sonce je začelo zahajati in na nebu so se prižigale prve zvezde. Na travniku si je poiskala grmiček, zraven razprla dežnik, zlezla poden in hitro zaspala. Sanjala je o zmajih, šoli, polžjih dirkah in še marsičem. In ob prvem jutranjem svitu jo je zbudilo trkanje dežnih kapljic na njen dežnik. Hitro je vstala in nadaljevala svojo pot. Zelo vesela je bila, da je na pot vzela dežnik, ker je dež ni popolnoma nič motil in ker je vedela, da bo kmalu prišla do cilja. Tako, dragi otroci, za danes dovolj. Če je kraljična Mimi našla zmaje in če je bila uspešna na svoji detektivski poti, pa izvete naslednjo sredo. Če vam je bil ta del zgodbice všeč, ga všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Se vidimo!